Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Danes se je v Mojstrani na Dovjem končal cikel prireditev poimenovanih Pomlad pod Triglavom. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v 2 tednih pripravili številne zanimive posvete, razstave in srečanja, namenjene predvsem planinstvu in gozdarstvu. V soboto je bilo v Mojstrani še posebej slovesno in zanimivo, saj so ob dogodkih Alpske konvencije odprli tudi ferate. Kar se ferate tiče, to je ena izmed investicij, ki jo pravzaprav v občini Kranjska Gora smatramo kot dodano vrednost turizmu, zato smo jo z obema rokama zagrabili. Mogoče za zgodovino, se pravi, ideja sega na fakulteto za šport, kjer je študent Urban Žitnik z diplomsko nalogo ferate v Grančišče začel s to idejo, kasneje pa so jo naši gorski vodniki in pa seveda tudi ekipa našega župana z veseljem, bom rekel, vzela za svojo in se lotila. Kako smo se lotili? Najprej se jo lotimo tako, kot vsako stvar v Sloveniji, začnemo odpirati vrata od pisarn do pisarn po raznih službah in potem v bistvu, glede na to, da bom rekel, ta pot kar nekaj traja, je pravzaprav že skoraj pol narejenega. Se pravi, tukaj bi se mogel zahvaliti Zavodu za varstvo narave v Kranju, območni enoti Kranj, potem Zavodu za gozdove, naši agrarni skupnosti in pa seveda potem od papirologije smo nadaljevali pot na teren, se pravi v Grančišče, kjer smo naredili tudi geološke raziskave skale, tako da smo dejansko res poskrbeli za to, da bo varnost na najvišjem nivoju. No, naslednji korak sta v roke svoje vzela oziroma sta se lotila dela v skali, pač naš Brane Pečar in pa Mitja Šoren s svojim moštvom, tako da dejansko trasa je bila že v bistvu določena, vse, kar je bilo potrebno za traso, sta one dva, bom rekel, z izkušnjami, ki jih imata, uspešno spravila oziroma naredila v tako ferato, kot jo danes lahko vidimo, tako kot je že Matjaž rekel, imamo Aljaževo in pa ferato mojstranških veveric. Na kratko samo še mogoče to, kot sem že v začetku omenil, večina investicij je namenjenih v turistično infrastrukturo, tako smo pred kratkim smo dobili del novega pločnika, mislim, da je pa izvajalec zbran tudi za trg v Mojstrani, tako da naslednji mesec se prične tudi ureditev tega trga. Tudi ta trg bo imel eno simbolno noto in sicer bo posvečen našim olimpicam, ker 18 jih imamo in v bistvu nam je pravzaprav kar malo narodeno, da pravzaprav za 18 olimpicov nimamo nekega obeležja, kjer bi jih lahko predstavili. No pa vseeno, takole bom zaključil. Lansko leto je bilo 120 let Aljaževega stolpa, letos imamo 120 let Triglavskega doma na Kredarici, današnji dan, 28. maj 2016, je pa dan za otvoritev mojstranških vrat. No, takole, tisti, ki ste večkrat že bili na kakšnih slovesnih otvoritvah, veste, da se vedno prereže vrv na takih dogodkih, ker je pa tole malo specifično, smo se pa mi odločili, da bomo prerezali jeklenico, zajlo po domače in mislim, da je čisto prav človek, da to naredi kar naš Bogdan. Tamle Bogdan čakajo klešče in kar pogumno je treba tole prerezati. Da Bog da malo se pomatri, mi tudi Ta zajlo priprije. No, lejte, kakor zdaj vidimo, tele kleše ne bojo najboljše. Bogdan, imam občutek, da smo vas denar porabili za ferato. Imamo še kakšne druge kleše? Aha, lejte, zdaj pa prehajajo še ene druge. Te bojo pa ta prave. Ja, vidite, no, to je zdaj dokaz, da naše zale držijo in da so ferate varne, da tule lahko plezate zelo varno, se ne strgajo, vidite. Ta pa bo. Aha, zdaj pa prijema, lejte, zdaj pa bo bravo.
Na Dovjem pa so se prav tako včeraj na Jurišu na Dovško babo pomerili tekači, odrasli in otroci, kolesarji in ljubitelji nordijske hoje. Zdaj pa je se pripravljeno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in začenja se prva preizkušnja in sicer nordijska hoja. Hvala lepa za aplavz. Hvala lepa se Perica je odprla. Rekla je se Perica je odprla prva preizkušnja, še nekaj povedano, da smo nordijski nordijske hoje naredili. Zdaj pa vštevamo srečno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in začenja se Juriška Dovško babo! Začenja se Juriška Dovško babo, ki je realizacij Dovškega Dovškega babo. Prva na celi ženi kotnik fotografka. Bravo! Minute do štart. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in gremo spodnja Dovško babo s kolesi. Štart številka tu, direktno za njim igre, izkopijo, Matjaž Podjetnik, podjetnik Ruskega društva Nove Mojstrana. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in začenja naše trofitke na Šilsko leto. Naše odločiči, Ruke delujo od mene vrstene, tam je tudi redarko za prosto. Včeraj je bila v dvorani gasilskega doma v Gozdu Martuljku v okviru dramske sekcije Kud Gozd Martuljek, ki predseduje profesor dr. Vladimir Boris Pogačnik, premiera igre Češpovi knedeljni. Avtor in režiser igre je domačin Zoran Robič, igralska zasedba pa je prav tako domača. Jezus! Jezus, kdo ima kura paju? Pa vidite mi, kdo je kura paju? Kdo? Kuraj bohin! Odkot pravzaprav ideja za to predstavo, kje se je porodila? No, pred malo več 20 ali pa 30 leti sem v deževnih dneh skupaj s staro mamo sedel v dnevni sobi. Ona je rada pripovedovala svoje zgodbe o njenih doživljajih iz otroštva. Jaz se pa vzel en star tranzistor in pač to snemal na kaseto. Sedaj so pa te kasete
Pred pol leta sem jih našel zaprašene v škatli in ko sem jih poslušal, sem stvar digitaliziral in v glavu mi je šinila ideja, da bi na to temo posnel tudi igro, da se ohranijo te spomini na naše stare starše in kako so včasih živeli. No, odločili ste se ohraniti tudi narečje. Tako je. Narečje sem obdržal, zbral sem pač domačine, otroke. Na začetku je bilo malo problema, smo se lovili z narečjem, kakšni l-ji pa v-ji so bili na začetku največji problem. Potem so pa vaje, ki smo jih imeli kar dosti, šle zelo dobre skozi in stvar je šla potem brez problema. Je bilo iskanje vseh igralcev zapleteno ali so bili takoj za? Na začetku sem dobil vse igralce, sam vmes je kakšen odpovedal, pa smo ga morali zamenjati. V splošnem nisem imel težav. So bili takoj za, še posebej otroci. In kako so potem izgledale vaje? Vsak teden ste jih imeli? Vsak teden najprej ob sobotah smo imeli vaje, najprej samo bralne vaje, torej vzeli smo scenarij v roke in vsak od igralcev je bral svojo vlogo. Kasneje smo imeli vaje brez scene, stvar je bila postavljena ali tule v gasilskem domu, v drugih dneh, ko ni bilo prostora v gasilskem domu, smo imeli tudi vaje pri nas doma v veži, tako da so otroci se pripravili in igrali in tudi pripravili narečje, kakor je treba. Delali smo tudi kugelce iz gline, to pri nas na Zolu, to je ta veža velika. Tam smo enkrat imeli izdelavo kugelc, prinesli so glino in pomagala je tudi Danaja Mertelj, ki je pripravila glino, otroci so delali kugelce, kugelce so se potem malo sušile, spekli so jih v peči in kasneje so jih tudi pobarvali. Rečeva še besedo dve o sceni. Sceno in kostume so nam prijazno posodili iz gledališča Tone Čufar. Stvari, kot so, ne vem, škaf, tudi tele stole, smo se morali sami znajti. Malo pobrskali po martuljku, rekviziti, kokoši, recimo, je naredila tudi Danaja Mertelj. Žal nimamo svojega odra, zato so nam ga prijazno posodili v Turizmu Kranjska Gora. Ne nazadnje moram pa še omeniti našega tonskega mojstra Grega Robič, ki je poskrbel za tonsko spremljavo in pa tudi za zvočne efekte živali in pa vse, kar slišite v sami igri. Igra je izšla tudi kot publikacija z ilustracijami arhitekta, domačina Domna Zupančiča. Igralci pa ne bodo počivali. Gostovanje so že potrdili na Ptuju in Velikem Mlačevem. V Planini pod Golico so se sestali planiški delavci na prireditvi Planica pod Golico. Gre za poseben dogodek, reprizo tekmovanja za svetovni pokal v Planici z vsemi tekmovalci in še 3 tekmovalkami. Prvi po skakalnici, Iztok Pergarec, Ič. In pa himna Slovenije.
Slovenije, besedo pa predajam predsedniku Golica Tim, ki je tole vse skupaj skunštrala skupaj. Takole, gospod, izvolite. Prav en lep pozdrav vsem obiskovalcem tukaj v Kajžah. Golica Tim vam želi eno prijetno počutje, da se drugo leto spet vidimo, da bo to postalo tradicionalno, več nas bo, lepše bo. S tem želim tekmovalcem ugodnega vetra in tekmovanje Golica, planica po Golici ali pa planica po planici, naj se začne. Tekma je odprta. Prireditev se imenuje Planica pod Golico, planica po planici. To je ponovitev finala svetovnega pokala leta 2016, ki se je izteklo v planici v najboljše, kar je lahko možno, in tukaj ponavljamo zdaj še enkrat to tekmo, s tem, da je tekmovalcev še več, pa prvič v zgodovini bodo skočile tudi 3 deklice, ženske, Stakanaši, Iraško in naša Maja Vtič, prve 3 svetovnega pokala žensk. A vendarle so ga spustili Peter Prevc, Peter Prevc, 200. Tekmovanje, kot vidimo tle zadaj, skakalnica je čista kopija planiške letalnice, je v merilu 1 proti 16,7 in skakalci so čiste kopije skakalcev, ki so skakali v planici, letalcev bomo rekli, imajo tudi obraze, potem bomo lahko videli, da so, kako je skakalc izdelan. Imajo svojo velikost v merilu, obraze svoje imajo gor, kombinezoni so isti, smučke so isti dizajn, kot jih oni uporabljajo, proizvajalci. Tako da tale naš scena, ga vidimo tlol, je umetnik in velik ljubitelj planice, skokov in poletov in nam je naredil tele makete, na katerih vsi uživamo. Majhen smo otroci, ampak je pa lepo. Na Jesenicah so ta konec tedna izvedli verižni eksperiment. Gre za verigo neodvisnih členov, ki jih naredijo ekipe posameznikov, učencev, dijakov, študentov ali odraslih. Člene povezuje med seboj predpisano velika železna kroglica. Ko se načrtovano dogajanje v enem členu zaključi, člen odda povezovalno kroglico, ki sproži načrtovano dogajanje v naslednjem členu. Tako se členi prožijo eden za drugim, podobno kot pri podiranju domin. Z verižnim eksperimentom, ki je že postal mednarodna prireditev, promovirajo tehnično izobraževanje med mladimi, spodbujajo zanimanje za fiziko in naravoslovje, skrbijo za medgeneracijsko sodelovanje in tudi za prenos znanja med generacijami. Organizacijo verižnega eksperimenta je že 12. prevzela Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Letos pa so pri organizaciji sodelovali še Društvo upokojencev Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice, Ljudska univerza Jesenice, Tehniški muzej Slovenije, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Na prireditvi so poskrbeli za bogat spremljevalni program, ki je vključeval zanimive fizikalne poskuse, ročne spretnosti, železarske igre ter strokovno predstavitev železarske tradicije in življenja na Jesenicah. Najboljše naprave in njihovi konstruktorji so prejeli tudi priznanja in bili nagrajeni s praktičnimi nagradami. Kranjska Gora je v petek pozdravila udeležence kolesarskega potovanja Sava Tour 2016. Mednarodna komisija za Savski bazen je leta 2013 začela projekt razvoja kolesarskih stez ob reki Savi kot delom svojih aktivnosti na razvoju rečnega turizma v Savskem bazenu. Cilj kolesarskega potovanja Sava Tour 2016 je promocija ne samo omenjenega projekta, temveč tudi ključnih sporočil, povezanih z obeleževanjem Dneva Save 1. junijem.
Ekipo, ki bo prekolesarila celotno 807 km dolgo pot, sestavlja 7 kolesarjev iz vseh 4 savskih držav. Pot traja 9 dni, zdaj jaz sem lahko povem za slovenski del poti precej natanko, kje bo šla. Danes se bomo ustavili na Jesenicah, kjer nas na Stari Savi pričakujejo. Potem se bomo ustavili v Radovljici, v Linhartovem trgu, v Kranju na Glavnem trgu in končni cilj današnje etape je na Mestnem trgu, kjer nas bodo pričakali predstavniki Turizma Ljubljana in mestne občine, gospodom profesorjem Podkoželjem, ki je navdušen kolesar in prava oseba. No in potem se jutri odpravimo iz Ljubljane čez Litijo, Radeče do Sevnice, kjer bo v Sevnici zaključek etape, no in tretji dan gremo preko Sevnice do Podsrede na Bistrico ob Sotli, kjer prestopimo mejo in potem iz Kumrovca do Zagreba. Namreč ugotovili smo zanimivo, hoteli smo ves čas ob Savi, vendar dejansko v Krškem nimaš prestopa za kolesarje. Imaš malo obmejni prestop, potem avtocestni, v Dobovi za železnice in najbližji je Kumrovec. V 6 dneh gre do Beograda, na dan bodo kolesarji naredili od 80 do 90 km, ustavili se bodo pač v večjih mestih na sami trasi, tako da zaključek pa bo v Ušću ob priklopu Donave oziroma Save v Donavo. Projekt financira Mednarodna komisija za savski bazen. Prvi sprejem pa so imeli v Kranjskogorski občini, saj so pot začeli v Zelencih. Pozdravljamo naše kolesarje v imenu Turizma Kranjske Gore, začetek njihove kolesarske ture v našem prelepem okolju, kjer sobivamo z našim izvirom reke Save. Kolesarji se bojo odpravili na 9-dnevno kolesarsko turo vse do izliva reke Save v Beogradu in upamo, da bo njihova tura uspešna, da jim bo seveda tudi vreme naklonjeno. Naslednje leto pa bomo seveda se ponovno srečali tukaj in izmenjali vse izkušnje. Seveda vsem kolesarjem, ki so sestavljeni iz mednarodne ekipe, želimo srečno kolesarsko pot, vse tja do Beograda, veliko lepega vremena in pa seveda veliko kolesarskega adrenalina. Drage gledalke in gledalci, pa smo že v drugem delu Kronike tedna. Seveda je čas, da prelistamo še koledar prireditev. Jutri ob 17. bo v piceriji Pino v Kranjski Gori delavnica za otroke Pinov mali picopek. Dobrodelni koncert za fasado gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah bo v sredo ob 20. v športni dvorani Podmežakla. Dan pozneje ob 19. bo še Mavrica pevskih talentov, na kateri bo gostja Eva Boto. 10. kulturna Mavrica Jesenic bo potekala v petek in soboto. Pripravljajo pa številne zanimive kulturne prireditve. V sredo bodo na kranjskogorskih žičnicah začeli celodnevno obratovanje. Na voljo bodo panoramski prevozi s sedežnico Vitrancena, poletno sankališče, kolesarski park, poletna tuba, orientacijska dogodivščina pod Vitrancem, odprt pa bo tudi Bedančev dom na zgornji postaji Vitranca 1. Drugi vzpon s kolesi Poni Red Bull Goni Poni iz Kranjske Gore na Vršič bo v soboto 4. junija. Odprto prvenstvo Kranjske Gore 2016 v jadralnem padalstvu bo potekalo prihodnjo soboto in nedeljo. Vzletišče bo na Grpišci, pristanek pa za hotelom Kompas. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene Kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič.